En lep pozdrav. Danes se vam oglašam iz tujine, zato oddaja ni v živo. Spet je en teden za nami. Kako ste? V tem času, ki je, če temu rečem, poseben, drugačen in pa po svoje tudi velik izziv, se vsak dan srečujemo s kakšnimi posebnimi notranjimi občutki. In kam nas te občutki peljajo? Kaj nam sporočajo? Kako deluje naša intuicija? In ali bo sploh možno živeti v prihodnosti drugače kot na ta način, da bomo sledili sebi, intuiciji? A se to kdaj sprašujete? A kdaj razmišljate, kako bo izgledal ta svet, ki je večkrat omenjen kot novi svet? Kaj se bo spremenilo, oziroma kaj bo drugače v primerjavi s tem, kar nam je znano? In ali bomo ta svet doživeli? Če se to sprašujete, ste na pravi poti, ker je očitno za vas ta klic, da v ta svet stopite zdaj. In vkolikor prihajajo v vas ti razni občutki, kaj se dogaja? Kdo sem? Kaj se mi dogaja v nekem pomenu od znotraj, pa ne razumem? Potem ste v tem času prebojenja. Prebojenja vaše esence. In se veste, kako je s semenom. Seme ne vzklije, preden ne umre. Zato so tudi faze, preden vzcvetimo, lahko zelo naporne. Ker v nekem pomenu umiramo znotraj sebe in to umiranje je lahko zelo naporno, ker ne vemo, kaj pomeni, ker nimamo varnega teritorija, ne moremo ga razumeti. Samo čutimo, da odmiramo in na koncu seveda tudi odmre v nas ta stara energija, stari jaz, kar pa pomeni, da res v tem prehajanju, ki se zdaj dogaja, nam lahko razpadajo veze, lahko ne moremo hoditi več v isto službo. Skratka, vse se menja. Predvsem pa ne moremo stvari več imeti pod kontrolo, tako kot smo jih imeli včasih. Če sem v vaših odnosih, partnerskih, začenjajo te čudni občutki, kaj je narobe, a midva sploh sva za skupaj, je tudi mogoče čas transformacije vašega odnosa. Ker včasih, kako so štartali odnosi? Dva sta se spoznala in sta se na nek način zbližala skozi neko kemijo in to je ponavadi bilo tudi vse. Toliko časa nazaj se nismo spraševali, a se midva duhovno ujemava, a sva si midva v srcu, v smislu, a se čutva od znotraj, ne? Včasih je bilo to partnerstvo več ali manj preživetje. Potreba, da nekam sodimo, da naredimo eno družino, naredimo, da ustvarimo, ne? In ni bil pogojen, vsaj večina teh partnerstev, ne, z eno globino. Kaj pa se danes dogaja v teh odnosih? Velika večina teh odnosov, ki so na tem starem temelju, ne gre nekako v ta čas. Ne paše več ta energija, ki je bila v tistem času nekaj normalnega, tukaj in zdaj. In kaj lahko naredimo, če hočemo take odnose obdržati? Včasih je naporno, včasih si dva nista kompatibilna, zato ker eden je v tej smeri prebojenja, drug pa ne. In ali sploh lahko taka dva človeka ustvarita en nov odnos? Žal odgovor ne. Ker enostavno ta človek starega sveta, ali z drugo besedo človek, ki razmišlja zgolj materialistično in gleda na življenje skozi preživetje, skozi tiste osnovne nagone, ima popolnoma drugo energijo, drugo frekvenco kot nekdo, ki si želi spremembe, želi več duha v sebi, želi živeti neke vrednote. In zato se začne velik razkorak. In velikokrat tudi trenja. In veliko ljudi se obrača k meni, kaj narediti. Ker so te razlike skozi bolj očitne, skozi bolj vidne. In res je, da veliko več žensk si želi te globje odnose,
tega nekega notranjega čutenja skozi srce, to, da se razumemo tudi v globini, ne samo tisto, kar je vsakodnevno povezano z nekimi opravki, obveznostmi, kar je nekaj najbolj normalno. In res so te razkoraki tudi v ostalih odnosih skozi večji. Te razlike postanejo včasih tako moteče, da z nekom sploh več ne moramo skomunicirati, ne moramo se več družiti, ne moramo z njim nekako v odnosu sploh biti. Tako da zato je tudi ta čas kar precej zahteven, ker se te odnosi razdirajo, kažejo se torej te razlike. In veliko so to težke odločitve potem, ko moramo te odnose na nek način tudi včasih pustiti ali pa iti naprej, ker sicer ne gre za nas dobro. Tako da, če ste v tej fazi, ko ste v nekem odnosu in čutite, da ne gre več naprej, se je treba najprej vprašati, ali imata oba dva interes, da se razvijata, da gresta naprej, da se njuna zavest obeh razvija, ali je to samo eden. In če je samo eden, pol je včasih, tako kot sem rekla, treba iti naprej. In imeti za to pogum. Tako kot za vsako stvar v življenju, ker se mi želimo v nekem smislu, da nam je boljš, da dobimo boljše pogoje življenje mi rabimo iti čez določene meje, ki so meje cone udobja. In najtežje je narediti ta push, da gremo čez te meje. Ker tam, ko pridemo ven, se ta drugačna energija šele začne. In tukaj noter, kjer smo pa v coni udobja, je pa varno. To je navada, to je tista rutina, ki jo vsak dan imamo. In mislimo, da če bomo šli čez, da bo za nas nevarno, je pa ravno obratno. Šele tam zunaj se odprejo možnosti za to drugačno, lepše, boljše življenje, ker dokler bomo v tem okvirju noter, mi bomo pač tam samo bili, kot smo bili do zdaj. In ta okvir, v katerem smo do zdaj živeli, je ta stari svet. In v ta okvir te nove energije ne bomo spravili. Niti v sanjah je ne bomo spravili. Tudi če se še bolj trudimo, poslušam ljudi, ki bi na vsak način radi določene odnose obdržali, določene službe obdržali, ampak ne gre. Ker tukaj noter je toliko vse okvirjeno v neka pravila, ki niso, bom rekla, napisana, ampak so nenapisana, in neke zakone, ki so ravno tako zakoni, ki tukaj not veljajo. Zunaj pa veljajo drugi zakoni. In zato so to zemeljski zakoni, ki so pogojeni z našo usodo, s tem, kako so nam zapisali, da bomo živeli, ker so naši predniki imeli neke podobne zgodbe, tam čez je pa teritorij popolnoma neznan. Zato se tega teritorija bojimo in nam seveda predstavlja nek, jasno, da strah, pa ne samo strah, ampak dvom, ali res mi to zmoremo. Z drugo besedo, tukaj noter v tej coni udobja smo mi v avtomatizmu. To je rutina, ki jo upravljamo vsak dan, se zato ne rabimo dosti truditi. Če gremo čez, tam, kar nič ne poznamo, rabimo temu primerno spremeniti tudi našo energijo, našo naravnanost, naš pogled na življenje. In če smo tukaj v tej coni življenja bili, jaz sem človek, ki je enako moja družina, izven te cone to ne velja. Ker izven te cone veljajo besede, ki jih je izrekel tudi naš ljubljeni Jezus. Moje kraljestvo ni od tega sveta. Kar pa pomeni, če so tukaj v tej coni udobja za mene veljala, kot sem prej rekla, neka pravila in zakoni, ki so veljali tudi za moje prednike, tukaj zunaj se šele začnem povezovati z božanskimi ali pa kozmičnimi zakoni, ki mi pa omogočijo, da naredim te spremembe. In spremembe se začnejo same dogajati, ker že samo, da sem tukaj čez stopila ali pa stopil, me začne v to spremembo vleči neka sila, ki se mi pa začne od znotraj izražati skozi intuicijo. Kar vam pa seveda spet sporoča, da tukaj, kjer smo v rutini, deluje naš deluje pač naša navada, ki je seveda mentalna ali pa tudi čustvena, se ni važen. Tukaj zunaj se pa vse spremeni. Tukaj zunaj pa lahko
se s to kozmično energijo uskladimo zgolj skozi naše srce. In tukaj velja vodstvo od znotraj. Če pa smo v tej coni udobja, pa z našega uma, to se pravi, so pa tukaj vzorci, so tukaj prepričanja, so tukaj tiste stvari, ki so veljala za tudi vse, kar je bilo za nazaj, to se pravi za moj rod, za mojo družino, za moje prednike in ne nazadnje za človeštvo do zdaj. Kje ste torej vi? A hočete iti v to drugačno energijo, kjer verjamete, kjer že zdaj čutite, da nekaj rabite spremeniti in je to neizogibno, da nekako v tistem, kar je predvideno, boste našli tudi zadovoljstvo in pa ne nazadnje svoje poslanstvo, svoj namen, ali zaradi same navezanosti ne boste šli iz te cone. Kar je pa seveda za vsakega škoda. Meni je za vsakega človeka žal, da si tega koraka ne bi upal narediti ali pa da si ga ne upa, ker vem, kaj lahko pričakuje od te cone, ker tukaj se ne bo zgodila sama od sebe sprememba, tukaj ne bo nič boljš, tukaj bo vse isto, kot je bilo. In če vas zanima, kako bo bilo, samo napišite, kako življenje poteka zdaj in kako je zadnjih 10 let. In tako približno bo nadaljnjih 10 let. In še čez, seveda, odvisno koliko časa je še pred vami. Če torej tega nočete, potem si začnite kreirati ta svet. In zato je treba iz te cone izstopiti, da vas ta tok, ki je bil do zdaj za vas naraven, ne bo več vodil. In tok, božanski tok, vam gre takoj nasproti, ali pa z drugo besedo, takoj, ko stopite v njega in se povežete s svojim srcem, vam je že takoj lažje. In zato je to čisto popolnoma druga dežela. Ne bom rekla obljubljena, ker ne gre pa vse gladko in sladko, ampak popolnoma druge energije vas spremljajo. Hkrati pa imate v rokah spet tisto škarje in platno, da začnete na novo. Ker s tem tudi razbijete svoj koncept življenja, kar je pa nujno. No in potem tudi, kar se tiče odnosov, pridemo do tega, da je treba vse, kar je bilo do zdaj nekaj običajnega, znanega, ne drži več. Ker če želimo ali pa živeti odnose v neki drugi, višji dimenziji, je v skladu s tem treba tudi seveda zamenjati pogled ali pa stališča ali pa sploh idejo o tem, kaj je partnerstvo. In je treba popustiti v konceptih. Treba je popustiti v teh idejah, kako mora to partnerstvo izgledati. Treba je enostavno odstopati od te ideje, da mora biti točno po PS-u, tako, da bo ok. Ker te odnosi, ki so na teh drugih dimenzijah, duhovni odnosi, dajmo jih tako imenovati, so lahko partnerski, tudi duhovno partnerski, dajmo reči, ampak so v prvi vrsti lahko, če so ti odnosi lahko uspejo, če so svobodni odnosi. Ne, da mi v odnose vstopamo z vso težo, bremeni te preteklosti, naših želja, naših pričakovanj. To nam odnose naredi praktično težke, nekako zadušljive. In zato je ta osebna rast za vsakega posebej tako zelo pomembna. Ker če gremo graditi nek nov odnos, potem je še toliko bolj pomembno, da smo mi osebnostno sestavljeni, vsaj do take mere, da se ne rabimo šlepati na partnerju, da njega v resnici ne rabimo, da smo lahko samostojni, ampak je fajn, da smo z nekom, ker je življenje, če ga lahko z nekom delimo ali pa ga ustvarjamo drugačen in je čisto v redu s tem. Res pa danes malo bolj spodbujam tudi moške, da bi imeli večjo željo potem, da res kaj naredijo. Ker vsakodnevno poslušam od žensk, ja, pa je on samo v razumu, pa nič ne verjame v energije, pa nič ne čuti teh stvari, pa ne morem se z njim pogovarjati. Ja, mogoče so moški malo bolj zafiksirani v tej stari energiji in vas toliko bolj spodbujam, da si želite narediti ene premike, ker bo potem tudi manj napetosti v enem in drugem spolu.
In sploh, da na teh odnosih nekaj skupaj naredimo, da nekaj premaknemo skupaj, v tem pomenu, da nas je več takih, ki si to želimo, ker to je potem ena nova generacija. Drugače bo to tako, kaj zdaj. Kakšni so te osnove, temelji, iz katerih prihajajo otroci v ta čas? Ne ravno najboljši. Tako da, če se pač tukaj odnosi začnejo graditi na eni drugačni valovni dolžini, z drugačno naravnanostjo, pa lahko pričakujemo tudi boljše odnose splošno ali pa drugačen svet. Vse se skratka mora obrniti na glavo. Vse se mora spremeniti. Vse rabimo od znotraj spremeniti najprej, ker pričakovati, da se bo od zunaj vse spremenil in da bo potem vse dobro, je nesmiselno. Tukaj noter je ta sprememba, tukaj noter v nas je ta transformacija, tukaj v not mora biti ta naša želja. Ja, hočem iti za tem, kar lahko imenujemo Bog, lahko imenujemo ljubezen in vse. Ampak ja, predstavljam si samo še to, da grem v to enost. To je ta naravnanost. Če jo boste imeli, če jo boste čutili, se bo ta pot začela dogajati. To je ta prva namera. In vas bo boste šli z lažjim srcem čez te cone, ki sem jih preomenila kot cone obdobja. In boste preprosto samo čutili, da morate iti naprej, ali pa da hočete, bolj prava beseda je hočete. Ne? In ko vas ta tok začne vleči, odpadajo strahovi, odpadajo skrbi, odpadajo tiste stare izkušnje, spomini, zbledijo spomini in nimate več potrebe, da obujate, zakaj je bilo tako, kako da je bilo tako. Skratka, ko prestopite te meje starega sveta in greste v novi svet, vi nastajate dejansko kot novi človek. V vas se vse spremeni. Spremembe se dogajajo fizične, psihične, čustvene. In nič ni več tako, kot je bilo. Zato je beseda pusti vse, ali pa bom rekla nagovor Jezusa, pusti vse in hodi za menoj resnica. Ker tukaj v tem prehodu moraš odložiti kramo, prtljago preteklosti. Enostavno tu čez to mejo ne moreš iti brez tega. Ker tukaj je tisto, ko reče, ali pa je neko nezapisano pravilo, tukaj je ta šivankino uho, čisto vse moraš pustiti, da lahko preprosto zaplavaš v tok. In ne da se tukaj temu po domače rečemo sfejkati. Tukaj je stvar, ki se ne da kupiti vstopance. To je stvar, ko pravzaprav res rabi vsak ta svoj lasten spust ali pa, bom rekla, hkrati tudi dvig, oboje velja, ne? Ker spustimo svoj ego, odložimo svoje breme, odložimo vse, kar nam je bilo nekoč pomembno, kar smo verjeli, za kar smo si prizadevali in se pustimo nečemu, kar samo v sebi čutimo, da je za nas dobro in pravo. In ne moramo vedeti, kako bo to izgledalo. Zato je to ta dvig, ko se preprosto naša krila lahko ponovno odprejo. Ker nekoč smo ta krila imeli in zato smo se lahko tudi premikali. Potem so nam pa ta krila dejansko iz nekega razloga odstranili. Mogoče nam jih pa niso odstranili dobesedno, ampak samo so zatrta. In je zdaj treba narediti zavesten ta premik v našem spominu na to, ali pa bom rekla zavedanju, da imamo ta krila spet nazaj. Da ta krila odpremo, da so samo zakrkana. To bi bilo seveda še najboljše. Da rečemo, tukaj sem in se obrnem navznotraj na svoja krila. To tudi zdaj skupaj lahko naredimo. Da začutimo, da ta krila v bistvu ne more
nam jih nobeden zares odstraniti. Lahko nam samo se zgodi, da na to pozabimo in da v podzavesti nekako mislimo, da to ne obstaja, ampak v resnici so samo zakrknjena. In če pomislimo, da jih z naravnanostjo spet lahko odpremo in da ta krila, ko se odprejo, postanejo nekaj, s čimer mi lahko z lahkotnejšim srcem naredimo spremembe, je to že kar korak naprej. Zato vas spodbujam, da si to upate čutiti in da si upate reči, dovolim si, da se odprejo moja krila. Dovolim si, da poletim. Dovolim si, da se spet povežem nazaj v enost. Dovolim si, da spet postanem nazaj del te veličastne božanstvenosti, katere del sem. In da se spet v to enost zlijem nazaj in da spustim stara življenja, stare zapise, ki jih zdaj več ne rabim. To so bile samo izkušnje. In zato verjemite, da se to splača, ker vse, kar je na zemlji, vkolikor vas srce vleče naprej, vas ne bo več potolažil, ne bo vas več izpolnil, ne bo vam dal več nekega zadoščenja, ker to je preteklost. Tudi če je še bolj sladko, ta sladkoba enkrat mine. Ta božja ljubezen je večna in ta nas nahrani. Ta je tista hrana našega duha, ki pa preko našega duha hrani potem tudi naše telo in seveda nam daje tisto, kar rabimo, ko pravi tudi, daj nam danes naš vsakdanji kruh. To je naša božanska mana. To je ta kruh za vsak dan, kajti tukaj noter se začne ta alkimija, ki se potem prenese tudi na naš vsakdanji trenutek in se zmaterializirajo stvari, ki jih v našem življenju potrebujemo za življenje. Ampak to je tisto, ko začnemo verjeti, da že sama beseda, daj nam danes naš vsakdanji kruh, da je to neke vrste odredba. In ko si usklajen s kozmosom, je to nekaj najbolj naravnega, da izrekaš to, kar je za tvoje življenje, v smislu odrejaš to, kar potrebuješ v življenju. Ker ko postaneš eno z božanstvom nazaj, je to, da sodeluješ z božanstvom, najbolj naravno. In nisi več ločen od tega. In to v vsakodnevnih stvareh, v najmanjših stvareh. Ker je tako tudi bilo zamišljeno, da bo človek na zemlji živel. Da bo preprosto voden od te veličastne božanske sile. In zato, dragi moji, tudi zdaj, ko smo skupaj, se povežemo v tem skupnem božanskem toku. In od znotraj damo namero, da nas ta božanski tok pelje naprej po tej naši poti, da nam pomaga, da gremo čez te omejitve, ki jih imamo v našem umu in da nam da podporo, da bomo v vsakodnevnem življenju zmogli narediti korake, ki jih sicer z našim razmišljanjem, z našim umom ne zmoremo. Ne vstopi v naše življenje božanski tok in seveda najbolj bistveno, ne vstopi v naše srce. Naj se v srcu spomnimo, da smo mi božje bitje, da smo mi božji otrok, da smo božanski človek. In naj nas to nahrani, da bomo v sebi čutili, da smo spet polni, da smo ljubljeni, da smo vredni, da smo spoštovani in da smemo obstajati tukaj na zemlji.
Da si vzamemo nazaj to pravico, da smemo obstajati. Ker če ste esenca, je velika verjetnost, da ste se v življenju srečevali prav s temi občutki, da ne smete obstajati. In zdaj, ko se začenjate spominjati, da ste esenca, si vzemite nazaj tudi to pravico, da obstajate. In pravico, da ustvarite življenje v skladu z Božjo voljo, ki pa je, verjemite mi, zagotovo za vas nekaj najlepšega, kar se vam sploh lahko zgodi. Ker človeška volja je sila, v smislu, noter je en pritisk. In zaradi te volje stalno živimo v enem pritisku. Moram to, moram to, moram to. In to nas stresira, uničuje. Ko se sprostim in ta pritisk odložim in ko opustim potrebo, da moram, se sploh lahko to zlivanje z božanskim tokom začne. In naše življenje v prvi vrsti postane bolj blago. Več miline čutimo v tem življenju. Nimamo potrebe, da skozi nekoga spreminjamo. Nimamo potrebe, da nekoga šlihtamo po domače. Ker to so take v resnici nepomembne stvari, ki so nam največ energije vzele v življenju. Ko pa smo v srcu blagi, gledamo na ljudi drugače, tudi na tiste, ki so nas do zdaj živcirali. Ker ta blagost, ko jo začnemo čutiti v srcu, je tako globoko razumevanje različnosti človeka in tudi navad. In tukaj prideš tudi do te notranje mehkobe. Ko vidiš, da je najbolj na svetu pomembno to, da se imamo radi in da si damo dlan drug drugemu in da znamo čutiti v sebi tisto, daj mi roko, brat. In jaz v ta svet verjamem. Jaz ta svet tudi živim. In vas v ta svet vabim, ki ni iz kart, ampak je dejansko iz čiste božanske ljubezni. Naj vas luč napolni, blagoslavlja in vam daje vpogled v novi svet. Vas imam rada in vam pošiljam podporo. Lahko noč.